Dragi starši, pozdravljeni, sem Leonida Margole, svetovalka pri Zavodu Vezal in soavtorica uspešnice Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Vsak dan se zgodi toliko enih stvari, ki si tako rečem, joj, to bi lahko posnela za starše. Mogoče samo v ta namen, da ozaveščam v bistvu neke podobe, neke trenutke v našem vsakdanu, ki postanejo v bistvu škodljivi za otroke in za nas, zaradi tega, ker živimo v stalni dirki s časom, v stalni napetosti in tudi mogoče pod stalnim pritiskom, joj, a delam prav, a delam narobe. Ampak potem nas ujame, a veste, taki trenutki nas vedno ujamejo. Zadnjič sem bila v eni trgovini, to je bilo mislim, da na Miklavžev večer, to se pravi 5. In sem kupovala malenkosti za najine otroke. A veste, včasih smo kupovali čokolade in kinder jajčke, zdaj pa so samostojni in jim kupujemo kakšne stvari za preživetje, ki si jih mogoče sami težko privoščijo in so pa tako veseli. In sem tam hodila po tistem oddelku za zdravo hrano in je bila ena družinica, tako mlajša, z otročkom, 3 leta starim, mogoče 2,5, ki je bil v vozičku, tako je sedel v tistem držalu za otroke in je skozi nekaj čeblov, skozi je čeblov in skozi je spraševal in lej to in lej uno in kaj je to in zakaj je to in kaj je uno, kaj bomo z tega skuhali. Skratka, poln energije, ura je bila, ne vem, 6, pol 7 zvečer, starša sta porivala tisti voziček, dajala noter stvari, tam malo pa, da bi se ravno kar, razumete, rodil, zbudil, res naspideran. In sem gledala to situacijo in sem se spomnila. Spomnila sem se, kako je bilo meni takole včasih, ko sem bila nezavestna, pa mogoče že pol, ko sta bila 2 otroka, pa 3, pa 4. In kako so otroci res radovedni in kako je dobro, da so radovedni, kako pač nam vsi govorijo, moramo spodbujati otrokovo radovednost. In ja, tudi midva veliko tem predavava, z odzivom spodbujate otrokovo radovednost. Ampak kaj pa zdajle situacija, v pol 7 zvečer starša sta bila vidno mrtva, ta-mal pa vidno naspidiran do konca. In to je trajalo nekaj časa, sta se ona dva še trudila, ampak te odgovori so tako, a veste, skozi krajši so bili. In na koncu je eden od staršev rekel, a si lahko prosim 1 minuto tih, prosim. In ta-mal je dobil take učke in ja, je utihnil je. In jaz sem se 2-krat spomnila tega. Spomnila sem se, ko so to meni govorili, ko sem bila majhna. In spomnim se tega občutka, da jih ne zanima, kaj pač jim jaz želim povedati in da mi nočejo dajati odgovorov na mojo radovednost. In spomnim se, ko sem jaz bila mama, ko sem tudi kdaj to naredila. In glejte, kar je mogoče najbolj dragoceno je, da si starši priznamo, da nismo vedno na 100, da imamo slabe dneve. Da s tem ni nič narobe, dokler tega ni preveč in dokler tega mi ne ignoriramo. Skratka, kaj lahko naredimo v taki situaciji? Kako lahko to rešimo? Jaz mislim, da v tisti situaciji pač, a veste, trgovina, ljudje okrog, nič ne moreš narediti. Ampak verjetno je šla ta družinica potem domov in kar si srčno želim je, da se v avtu niso skregali, ker mi smo se velikrat potem še skregali, kako se obnašaš, a ne? Ne moreš se tako obnašati. In da so prišli domov in imeli pač skupaj večerjo in da je lahko kdo od staršev rekel, lej, to v trgovini ni bilo prav. Ampak midva sva utrujena. In lahko poveste otroku,
ni mu treba reči oprosti, zaradi tega, ker se vam bojo te stvari še ponovile in če rečeš oprosti, se to ne bi smelo več zgoditi. Ampak lahko pa mu rečete, želim si, da ti drugič lahko vnaprej povem, kako se počutam. Da ti že prej rečem, le jaz sem utrujena. A si lahko samo minutko tih. A veste, samo način je drugačen. In potem čez minutko rečemo, evo, zdaj pa lahko vprašaš, kar hočeš. Do takih situacij prihaja, ker starši nimamo samozavedanja lastnih občutkov v telesu. Prihaja do tega zaradi tega, ker si stalno govorimo, utrujena sem, ne zmorem več, joj, sam še mal. V resnici pa ne vzamemo časa, a veste, to je dovolj, da greste v eno garderobo, v eno stranišče, če ste v trgovini, ne vem, in si vzamete minuto in samo spočijete oči, samo zaprete oči in si dovolite eno minuto nič gledati, nič slišati. A veste, da ugasnete te impulze, ki prihajajo v možgane. Poskusite to enkrat, 1 minuta je lahko zlata vredna minuta. In druga stvar je, ko vemo vnaprej, kaj se z nami v telesu dogaja, takrat otroku to lahko na lep način povemo. Kaj s tem naredimo? S tem naredimo to, da ga učimo, da to, kar se v našem telesu dogaja, je pomembno in je resnično. To je ena stvar, druga stvar pa je, učimo ga empatije. Aha, mamica zdajle ne more, mamica je zdajle utrujena, bom jaz njo malo pocrklal s tem, da počakam z mojimi vprašanji in se bova potem imela fino. To sta dve stvari, ki današnjim otrokom zelo manjkata. Tako da, če začnete tukaj pri eni malenkosti, recimo, da se nehate obsojati in da začnete delati spremembo, samo s tem, da se začnete zavedati, kaj se z vami dogaja, kje je vaša energija, koliko narašča vaša energija, je to prvi korak na poti do uspeha v bolj prijazno življenje z vašimi bližnjimi. Lepo se imejte, hvala, ker ste me gledali. Adijo.